se začela takrat spustiti. Lahko se vidimo čuti. Jaz bi samo vas malo zavodil, bomo začeli z začetku seje, najprej bomo prosili našega trenutnega aktualnega župana, Pašeka, da vidimo, če nam sploh damo mislim do naše seje. Dobar dan, lepo pozdravljene, spoštovane svetnice in občinski svetniki občine Brežice. Jaz vašim županom, mali stres, vas lepo še nekaj pozdravljam. Zelo vesel sem, da ste mi namenili spet 10-dnevno ustno županovanje, kjer sem pa zelo odsoten in imam nekaj sestavljeno vsega dela, gospodom županom Ivom Dolanom, dajem pooblastila, da vodi to današnjo sejo na dan ponedeljek. Sporočam vam samo, da ste sklepčni glede proračuna, lahko tudi še kaj dodate, se zadolžite, več bomo imeli denarja, več bo lahko zapravimo, tudi mi Pašnikovi zelo stopnimi zdravljamo Dornove, tako da gospod Ivan Dolan vse pooblastila. Jaz vas še enkrat lepo pozdravljam in želim vse dobro na seji. Lepo pozdravljam. Je pa pozabil vas povabiti, soboto je dobro in velika dogovorka, tako da bomo jaz malo in vabljenje v soboto 14. domov. Tako, spoštovane svetnice in svetniki, spoštovana predsednica nadzornega odbora, potem predstavniki Gasilske zveze, mislim, da mora priti če že je Martin Cerjak izmed občinskega inštruktorata. Seveda prav lepo pozdravljam vse svetnike in svetnice in vse prisotne. Pričenjem z 19. letno sejo občinskega sveta občine Brežice in vas vse še enkrat lepo pozdravljam. Pred sem vam, da se je danes opravičil Alojz Škrabl, predčasno odhod seje pa je napovedala Štefanija Tržan. Na portalu občinski svet vam je bilo danes posredovano priporočilo županov upravnih nalog, se v gradivu za predlagano mandatno točko prenosu upravljanja gradu Pišece. Prosimo, da na glasovalnih napravah ste prisotnost do odgovini strečnosti. Tako, ugotavljam, da smo sklepčni, prav pa je seveda, da vas tudi obvestimo radno, da je Jasmina odšla iz službe, ker je temeljito živeti, ker je njena Tamara Barkovič tista, ki je nasedila in delo v mestu, tako da vas ne naprej boste komunicirali se z njo, kar se tiče seveda občinskega sveta. Prihajamo na prvo točko današnje seje, to je potrditev zapisnikov 18. redne seje občinskega sveta občine Brežice. Sprašujem, ali ima kdo na zapisnik 15. redne seje občinskega sveta kakšen pripomb ali predlog za dopolnitev. Vidim, da ne, potem je kar sprejme se zapisnik 18. redne seje občinskega sveta občine Brežice. Hvala za prisotnost. In pa glasujemo. Ugotavljam, da je bilo ljudi pripeljano.
Prihajamo na drugo točko dnevnega reda, poročilo o upravljanju naloge po zadnji seji sveta. Da se na koncu se pokaže glasovanje, rekel, da treba bez glasovanja se nazadnje Prihajamo na poročilo o upravljanju naloge po zadnji seji sveta pred izvrševanjem sklepov. Mogoče na kratko vseeno povzeti, ki ste ga že dobili. Najprej je prav, da vas po seznamu smo prijeli priznanje za izvajanje krožnega gospodarstva. Potem naša destinacija je prvič presegla mejo 700.000 nočitev, kar pomeni, da je bil lani dober obisk v našem kraju. Dobili smo tudi na najvišji nacionalni znak ponovno Slovenija Green Destination Platinum. Prav tako smo Vila Gvira kot središče zelenega razvoja, dejansko se tudi nadgrajuje in imate opis, kar vse se dela. Imeli smo skupno novinarsko konferenco posavskih županov, polnoletna srečanja. Uspeli smo na Lasu pridobiti tudi projekt skupaj s krajevno skupnostjo in pa s ostalimi doživi kapele. Prav tako pa bo tudi projekt Natura, ki gre Jopsi, ki se izvaja skupaj z Kozjanskim parkom. Ja. Tako pomembno je, da moram reči, da v tem tednu oziroma 14 dnevi smo izjemno veliko truda vložili, da smo prišli do nekega skupnega dogovora o upravljanju gradu v Pišecah, tako da boste danes tudi dobili sklep, da dajemo soglasje, sicer ta grad gre, da bo upravljal Posavski muzej. Seveda mi bomo morali zagotavljati tudi nekaj dodatne sredstva, predvsem za poslovanje, in seveda bomo pa takoj povedali pri tem, da bo država še oziroma ministrstvo še naprej zgraditi investicijsko. Bila je tudi skupaj z občino in pa z ZKD-jem in pa JSKD-jem je bil tudi prireditev občinskih praznikov, praznovanju kulturnega praznika. Prav tako je v občini bil izveden mednarodni Master Dance Festival, Open, in pa jutri pride v Posavje vlada in tudi jutri z ministrstvom za obrambo podpisuje dogovor za sofinanciranje lokalne infrastrukture in posega ostalega v občino Brežice za leto 2027. In moram reči, da ključno pri tem je, da nam je uspelo se dogovoriti, da bojo drugo leto financirali do 600.000 in pa 400.000 bo namenjeno za večnamenski dom, vključno z gasilskim domom. Za letošnje leto se pa še pogovarjamo, da bi tudi bilo namenjeno 120.000 dodatnih sredstev za dom. Vem, da zaenkrat še nimajo soglasja od Ministrstva za finance, tako da mislim, da na nek način bomo tudi zaprli konstrukcijo izgradnje večnamenskega doma v Cerkljah, če ne bi že letos lahko se želeli delati. Bo pa še seveda kar nekaj drugih aktivnosti. Prav tako smo dokončno prijeli tudi mestni avtobus, električni, vrednost je kar velika, 340.000 evrov, s tem, da bomo okoli 230.000 evrov dobili nazaj nepovratnih sredstev zaradi trajnostne mobilnosti. Prav tako smo danes bili obveščeni, da je projekt rekonstrukcije državne ceste izgradnja pločnika Ribnici ob državni cesti objavljen kot nekako javno poziv za nakup zemljišč. Jaz upam, da bojo končno krajani zdaj te zemljišča pripravljeni predati, kajti vemo, da zaradi nestrinjanja z prodajo zemljišč smo morali ta projekt predstaviti, da za nekaj let, tako da jaz upam, da bo letos šlo naprej. Končuje se tudi izgradnja kanalizacije Krške vasi, tako da bo potrebno še nekaj
sekundarna kanalizacija narediti, vendar jaz upam, da bomo počasi zaključili, da se bo lahko vprašljivost začel priključevati. Prav tako pa se zaključuje tudi izgradnja nove večnamenske poti med Dobovo in pa Rigovcem. In pa rekonstrukcija ceste s pločnikom v Dolenji vasi. Seveda, to so tiste ključne stvari, ki so se že lani začele. Vse, kar pa, seveda, če bo danes proračun sprejet, bodo se pa lahko začele nove investicije in se tudi nadaljevali. Toliko na kratko, imate pa bolj podroben opis tudi imate. Tako prehajamo na tretjo točko dnevnega reda, to je določitev dnevnega reda. Najprej sprašujem, ali ima kdo kak predlog za umik točke z dnevnega reda. Kot vidim, ne. Bi pa sam predlagal razširitev dnevnega reda, tudi pa predlagam razširitev dnevnega reda, tu bi dal na točko 6, gre pa za soglasje k prenosu gradu Piščevce v upravljanje. Tako da in pa zdaj sprašujem, ali še kdo zdaj zamenjava kakšen dnevni red. Vkolikor ne moramo glasovati najprej o umestitvi nove točke na dnevni red, razširitvi, kasneje pa še o dnevnem redu celoti. Najprej na dnevni red 19. seje občinskega sveta občine Brežice bila nova 7. točka soglasje k prenosu gradu Piščevce v upravljanju, ostale točke pa se potem preštevilčijo. Dobro. Ajde, visoko se izvedite. In pa glasujemo, da je vse. Dnevni red kot celoti. Ključno za to točko. Ja, da bomo tudi to potrjeno, tako prihajamo na še točko. Nič? Dodatna točka. To sem že rekel, dodatna točka. Najprej smo imeli že dodatno, tako da dnevni red kot celoti. A ja, še nekaj dnevni red. Jaz, pol pa še enkrat glasujete za dnevni red kot celoti. Ključno za dodatno točko, ki smo